Gospe in gospodje, dober dan, lepo pozdravljeni na zaključni konferenci projekta Izzivi medkulturnega sobivanja. Spoštovani strokovni delavci in strokovne delavke v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, strokovnjaki in strokovnjakinje za migracije in vključevanje priseljencev, predstavniki in predstavnice šolskega ministrstva in lokalnih skupnosti, udeleženci in udeleženke posveta, vi, ki se nam pridružujete prek Zooma in vi v dvorani hotela Bernardin v Portorožu. Dobrodošli na konferenci na temo za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih. Prvega septembra leta 2016 so medije preplavile običajne novice o začetku novega šolskega leta. Tega dne smo med drugim lahko prebrali tudi članka z naslednjima naslovoma. Napoved skrajnih ukrepov, če se migracijska pot spet odpre. Policija išče nove varuhe meje. Ali pa na Hrvaškem se pripravljajo na morebiten nov prihod prebežnikov. Zakaj omenjam 1. september 2016? To je datum, ko se je dejansko pri nas začel izvajati projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, ki je odločilno prispeval k prilagajanju slovenske družbe na izzive priseljevanja in sobivanje z ljudmi, ki iz tujine prihajajo k nam po boljše življenje. Zase, za svoje družine, zlasti pa za svoje otroke. Ker gre tukaj predvsem za prihodnost otrok, ki nosijo bremena odločitev svojih staršev. In zato, poleg pomoči staršev, potrebujejo tudi pomoč šole in širšega družbenega okolja. Poglejmo zato nekaj ključnih premikov. To ni bil ta premik? V projektu je bilo do sedaj vključenih 7165 otrok, 1941 staršev in 6577 strokovnih delavcev iz kar 90 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Dobili smo multiplikatorje, imamo jih 16. Izvajajo ključni del projekta, program SIMS, soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja in so neke vrste oficiri za zvezo v lokalnih okoljih, ko gre za vključevanje priseljenskih otrok v vrtce, učencev in dijakov v šolo. Prav tako pomagajo drugim kolegom sodelavcem brez izkušenj s priseljenci. Seveda ni šlo brez senzibilizacije vodstvenih strokovnih delavcev in odločevalcev. Da je večkulturnost postala vrednota znotraj šolskega sistema, je tudi posledica številnih srečanj. Med projektom so organizirali 60 lokalnih posvetov v različnih statističnih regijah in izvedli 200 usposabljanj. Od tega 8 regijskih, v katerih so sodelovali tudi tiste šole in vrtci, ki niso bili neposredno del projekta. Strokovni delavci so delali ne samo s priseljenskimi, ampak z vsemi otroki. Vzpostavili so sistem tutorstva, organizirali so medkulturne delavnice, povezovali so se in sodelovali s prostovoljci iz drugih nevladnih organizacij, mladinskimi centri in ustanovami lokalnega okolja, ki imajo izkušnje z vključevanjem priseljenskih otrok. Vse to je povzročilo večje premike v našem izobraževalnem sistemu. Po samo 2 letih trajanja projekta, leta 2018, so strokovni delavci pripravili predlog programa dela z otroki priseljenci in ga predali šolskemu ministrstvu. Slednje pa je na tej podlagi sprejelo in dopolnilo pravilnik na področju osnovne šole. Nekoliko prej sta bila sprejeta pravilnika za srednje šole, ki lajšata vključevanje priseljencev. V letu 2020 je denimo dopolnjeni program preizkušalo že 8 vrtcev. Naprej, osnovne šole so doživele spremembo pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Ne samo, da se je glede na število priseljencev povečalo tudi število ur slovenščine, določena so tudi merila, ki omogočajo, da šole v določenem deležu tudi zaposlijo strokovnega delavca. Torej, v Sloveniji smo v šolah sistemizirali delovno mesto strokovnega delavca za izvajanje dodatnih ur slovenščine. Ogromen dosežek, če samo pomislimo, kako je bilo še pred samo 10 leti, ko je bilo delo učiteljev s priseljenci bolj ali manj prostovoljno. Do sprememb je prišlo tudi v srednjih šolah. Dijaki priseljenci so dobili intenzivne tečaje slovenščine, šolske obveznosti se jim prilagajajo, izdelujejo se njihovi osebni izobraževalni načrti. Dela se tudi starši, družine se povezujejo in drugi pomagajo. Več strokovnih delavcev izvaja pri svojem delu različne dejavnosti za še uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. Šole imajo zdaj strokovne time.
saj vključevanje priseljencev ne more sloniti samo na učitelju slovenščine, čeprav je slovenski jezik ključen oziroma nujen pogoj za vključevanje v slovensko družbo. Projekt so predstavili na 7 mednarodnih konferencah. Na 2 medresorskih posvetih so predstavili dobre prakse medresorskega sodelovanja, ki krepijo podporna okolja za uspešno integracijo. Na spletni strani Medkulturno.si ostajajo na voljo številni prispevki za mlade strokovne delavce in starše in druga uporabna gradiva za vključevanje otrok in družin priseljencev. Tu je tudi spletni slovar interaktivne šole slovenščine. Različne koristne in uporabne informacije o različnih programih in storitvah namenjenih priseljencem. In seveda vodnik za kakovostno medkulturno sobivanje. Vsebuje pojme, kot so raznolikost, multikulturalnost, medkulturnost, inkluzija, integracija, kulturna agilnost. Udeleženci projekta in tega posveta ste se veliko naučili, nabrali ste dragocene izkušnje, specifična znanja, senzibilizirali ste in nato prisilili šolski sistem v prilagajanje izzivom 21. stoletja. Kot je razvidno iz številk, priseljevanje se iz leta v leto v Sloveniji povečuje. Ni ga ustavila niti pandemija COVID virusa, ki je močno zaznamovala ves svet in seveda tudi našo družbo, zlasti pa njen najranljivejši del, otroke. Danes in jutri zato prosim, delite svoja znanja, izkušnje med sabo, prisluhnite zanimivim predavateljem in drugemu. Konferenco smo zastavili kot odprt in širok iskriv dialog, zato vse udeležence posveta prosim, tiste, ki nas spremljate po Zoomu, da vprašanja zastavljate po klepetalnici, vas v dvorani pa prosim, da dvignete roko in dobili boste mikrofon in lahko zastavili vprašanje.